Naš višji dopisnik z Bližnjega vzhoda, Ariel Osran, in naš varnostni analitik, Jonathan Regev. Dobrodošla oba. Začnimo z vami, Ariel. Kaj točno tukaj pravi RGC? Pravzaprav zdaj dodajo nov pogoj, da Izrael sploh ne sme napadati juga Libanona. Da pravijo, da so po njihovem mnenju že odgovorili na izraelski napad v Bejrutu. In po njihovem mnenju je njihova vojaška operacija končana. Vendar pa, če bo Izrael nadaljeval z napadi, vključno z napadi na Južni Libanon, niso rekli napadi na Iran, ampak napadi na Libanon. Rekli so, da če Izrael nadaljuje z napadi, mora Izrael po mnenju Irancev povsod prenehati z ognjem, tudi v Južnem Libanonu. Če pa Izrael tam izvede napade, bo odziv veliko ostrejši. Zdaj lahko rečemo, da so v Libanonu poročila o izraelskih napadih v mestu Tir v Južnem Libanonu. In tako Izrael preizkuša to novo enačbo, ki jo Iran poskuša vzpostaviti, da bi omejil izraelsko svobodo delovanja. Ne samo v Iranu, ampak tudi v celotnem Libanonu. Ne le v Bejrutu, ampak tudi v Južnem Libanonu. Torej, kar tukaj vidimo je, da je za Iran ta krog končan in poskušajo pokazati, da so oni tisti, ki narekujejo tempo. Dejanja Izraela z napadi v Južnem Libanonu trenutno dokazujejo nasprotno. Da, in Jonathan, ali lahko Izrael sploh sprejme takšno enačbo? Ne more sprejeti, ker predvsem ne more sprejeti dejstva, da je Iran tisti, ki vodi igro. Že zdaj, še preden se je to zgodilo, je situacija že težka. Tudi prejšnjih pogojev Izrael ni mogel sprejeti. In videli smo, da je Izrael rekel, naj se to preizkusi. Napad na Dahejo, tudi ob razumevanju, da bi to lahko povzročilo napad iz Irana, Izrael pravi, da je to nesprejemljivo. Kar zadeva Izrael, vse skupaj pomeni velik korak nazaj. Poglejmo, kaj se je zgodilo v zadnjih 2 letih, ali približno toliko. Izrael je izvedel različne napade po celotnem Libanonu, v soseski Dahi, ubil Nasralaha, celotna operacija B-Pro. Vse se je dogajalo po vsem Libanonu, tudi v Bejrutu, Iran pa je ostal tiho. Ni bilo združitve front. In zdaj obstaja. In to je nekaj, to je iranski dosežek, ker sta vsaj Bejrutska fronta in iranska fronta zdaj povezani. In tudi jemenska fronta, če smo že pri tem, prva sirena, ki se je danes zjutraj oglasila tukaj v Tel Avivu, na območju Tel Aviva, je bila zaradi izstrelka iz Irana. Zato je Iranu uspelo doseči to poenotenje front. In če bi morda četrt Dahije v Bejrutu lahko štel za nekaj posebnega, ko gre za napade, Izrael ne more sprejeti nove formule, ki pravi, da ne more napadati v Južnem Libanonu. Kaj sledi? Gaza, Zahodni breg, umik vseh sil iz Libanona, iz Sirije. To so stvari, ki so bistvene za izraelsko varnost. In ni razloga verjeti, da če zdaj popustite eni iranski zahtevi, se v bližnji prihodnosti ne boste soočili z drugo. To že vidimo, da se dogaja na terenu. Zato je odgovor na vaše vprašanje ne. S tem Izrael ne more živeti. In kot kaže, Izrael to že preizkuša. In to nam tudi pove nekaj o samozavesti, ki jo imajo Iranci, vsaj za zdaj, morda zaradi razmer v Perzijskem zalivu in tudi glede trenutnega položaja predsednika Trumpa v ZDA. Ariel, medtem ko se pogovarjava, prihajajo nova poročila o nadaljevanju izraelskih napadov na Tir in druga območja na jugu Libanona. Kaj izvemo? Ja, več območij. Tir, Bujašmali in druga območja na jugu Libanona. To prihaja kmalu po iranskem ultimatumu, da bo Iran, če bo Izrael izvedel napade kjerkoli, tudi na jugu Libanona, odgovoril z veliko hujšim udarcem. Torej, Izrael trenutno res poskuša preveriti iransko odločnost, poskuša pokazati, da je njihov položaj, njihovo stališče, ki je, mislim, presenetilo mnoge, ki spremljajo to situacijo. Očitno, kot ste pravkar omenili, gre za opogumljen režim. Nekateri bi celo rekli, da so opiti od moči, da imajo občutek, da imajo prednost, da so strateški zmagovalci,
po teh krogih. Vprašanje je, zakaj zdaj povezujejo te dve fronti, ali morda v prihodnosti še kakšne druge fronte. Toda takrat, ko je Izrael ubil Nasralaha, se sploh niso trudili odgovoriti, vsaj ne takoj. Ker so takrat imeli strateško potrpežljivost v obliki vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Trenutno vidimo nov kratkoviden režim, ki je bolj nagnjen k hitrim odzivom. Lahko bi rekli celo, da so prehitro pripravljeni na akcijo. Če je v preteklosti Iran, ko so ga napadli, vzel čas in odgovoril, ko je menil, da je primerno, zdaj vidimo Iran brez te strateške potrpežljivosti, vendar obstaja še en razlog. Da. Kar vidimo pred svojimi očmi, je popoln zlom iranske strategije proksijev. Ognjeni obroč, ki ga je Iran skušal vzpostaviti okoli Izraela z arabskimi proksiji, ki napadajo Izrael, da bi Iran ostal zunaj spopada. Kar vidimo zdaj, je ravno nasprotno. Namesto da bi proksiji bili bitko za Iran, se Iran bori za svoje proksije. Ve, da če ne bo stopil na stran Hezbolaha in ga prepustil njegovi usodi, bo njegova usoda podobna usodi Hamasa, ki v tej proksi viziji praktično ni več dejavnik. In tako Iran, medtem ko poskuša kazati moč in sam meni, da deluje iz položaja moči, v resnici poskuša rešiti zmogljivosti svojih posrednikov. In namesto, da bi posredniške sile branile Iran, Iran zdaj brani svoje posredniške sile.